Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o toksičnih odnosih in kako se jih rešiti. No, v glavnem, tema je obširna, to je dejstvo in dejstvo je, da ta tema je taka, da nekateri porabijo za predelati lekcijo pol življenja, nekateri četrtino življenja. V glavnem, se pravi, tema, ki je v glavnem. Dejstvo je, da ogromno partnerskih odnosov, tudi službenih odnosov ali pa odnosov, recimo starši, otroci, je toksičnih. Se pravi, toksični odnosi so povezani tudi s tem, kako predelati karmične odnose, ker v bistvu to je približno isto, ne? Ker dejstvo je, da s temi ljudmi se ne bi našli, če ne bi bila zadaj neka večja povezava, neka širša povezava, z namenom, da predela pač duša neke lekcije, da jih naredi in gre naprej. No, zdaj pa, kje se začne? No, ko sem jaz danes rekla mojim hčerkam, o čem bom snemala, pa ne bom povedala tako, kot so rekle, ampak v glavnem rečem, da ne jih pošljejo pa naprej je v glavnem, take besede, ki jih ne izgovarjamo javno, ne? V glavnem v 3 pičice. V glavnem, ni pa enostavno tako narediti, ne? Takrat, ko nas neki odnosi šolajo, ne moš narediti kar takole, ne? Dejstvo je, da ti odnosi grejo tako, te potegne, pa potem spet rečeš dovolj, pa te spet potegne, pa spet, v glavnem, in to je kar neko prepletanje in te vleče in čeprav veš, čeprav logika ti govori, da to ni zdravo, čeprav ti tvoje prijateljice govorijo, pa daj naredi že temu konec. Vam povem en primer. En od takih mojih karmičnih odnosov je bil na poslovnem področju. In večkrat sem govorila z mojo prijateljico, je pa rekla, pa daj že enkrat pusti tega tvojega nadrejenega, se vidiš, da ne prideta nikamor. Ja, njej je bilo enostavno to reči. Ampak potem, da se pa nehaš obremenjevati s tem, kaj ti je rekel, kaj ti je naredil, kaj bi bilo, če ne bi bilo. To je pa druga zgodba. Zanimivo pa je, da se je ravno tako njej zgodilo na poslovnem področju, da njen nadrejeni, pač so se nekaj mešale zadeve, menjale pozicije, juhej, je dobila tudi svojo porcijo in dejstvo je, da te stvari niso toliko enostavno. Ne moreš kar enostavno reči, pa bože tega, sami to počejte, a ne? Čeprav vemo, a ne, globoko v sebi, ja, ni to zdravo zame, ampak še kar vztrajamo tam. In zanimivo, na poslovnem področju, dokler ne predelamo določenih lekcij, ne moramo napredovati. Ne najdeš nove službe, ne moreš iti naprej, vedno pride do neke drame in se vrtiš in vrtiš in vrtiš. Zdaj pa, kaj je prva stvar, kar nas učijo te karmični odnosi? Pa naj bo to mama, oče, naj bo šef, šefica, naj bo to partner, naj bo to mož, žena, ni važno. Ni važno. Vsi ti odnosi nas učijo čisto preproste lekcije in sicer. Prva je, dvigni vrednost oziroma mnenje o samem sebi, ljubezen do sebe. Imej se majčkeno bolj rad. No, zdaj pa poglejte, človek, ki ima sebe rad, pristane samo na vse tisto, kar ga podpira. Kot veste, tisti, ki spremljate moj kanal, jaz sem zdaj že 6 let, se meni zdi, ločena, v glavnem in vmes, zdaj v teh 6 letih sem potem spoznala enega krasnega moškega, ki naj jo je skupaj potegnilo tako, da to ne moreš verjeti, v glavnem, ampak ni imel rešene zadeve z ženo. Malo bi bil tukaj, za praznike bi bil doma in tako naprej. Ja, jaz pa usmiljen, kao ubogi človek, ki toliko trpi, normalno. In zdaj prva stvar, preverite. Če imate tudi vi potrebo po reševanju nemočnih moških, dobrodošli v klubu. To pomeni, da boste vedno našli nekoga, ki ga je potrebno rešiti. Ker glejte, on je pa tok bogi, ker on ima pa res take razmere in res ne more narediti nobenega koraka. Ja,
No, in potem, kaj se je zgodilo, zakaj sem zaključila po parih mesecih ta sanjski odnos. In tudi tisti, ki so naju videli skupaj, so rekli, pa kako sta vidva krasna. No ja, nič ne rečem, da nisva bila, ampak dejstvo je, da šla sva na en koncert in po koncertu, oziroma naslednji dan, ker sva bila v tujini, srečava dva njegova sošolca in tam ne bi smela biti. In me je predstavil, da sem njegova poslovna kolegica. V osnovi mi je dal svoje mesto. Ja, veste, ko mi je dal svoje mesto poslovna kolegica, sem se strezala. In sem rekla, opa, se pravi, toliko sem vredna. In en od teh dveh se je začel smejati, tako Prešerno smejati. Je rekel, a danes se temu tako reče. Po pravici povedan, kaj sem bila? Ljubica, ne da? In to pomeni, da ko sem jaz majčkeno te stvari premislila, ker jaz sem potem šla domov in sem ga poklicala naslednji dan in sem rekla, neizmerno te ljubim, ampak bolj ljubim sebe. In zdaj poglejte, ta bolj ljubim sebe pomeni, da sem mogla vmes še kaj zgraditi, koliko imam sebe rada. Ker, glejte, če sebe nimam rada, pristanem na vse. Pristanem na vsako drobtinco ljubezni. Pristanem na vsako malenko, samo da mi da nekdo občutek, da sem krasna, da sem, koliko je fino. Če nimam zgrajene samovrednosti, in samovrednost je povezana s solarnim pleksusom. Zdrava samopodoba, solarni pleksus, to je povezan s tem, kako jaz stojim. Tudi na nekaterih virih vemo, da hara je, oziroma solarni pleksus in tukaj popkovna čakra je opisana hara. Hara pomeni, koliko jaz stojim. Druga stvar pa je srčna čakra. Leta nazaj, ko smo imeli tukaj v Ljubljani seminar z Master Hektorjem, je bilo tako zanimivo, prišla je ena gospa, mislim, javila se je, in je rekel, če se kdo javi, da bi pač skeniral njegove čakre. In res gre gor ena gospa in on meri ten energijski pretok prek njenih čakr in pravi, wow, srčna čakra, wow, kakšna srčna čakra. Solarni pleksus izpraznjen. Kaj to pomeni? Ta gospa vse naredi za druge, ona je dober človek s takim srcem, s takim srcem. Ona bi vse za druge in nič za sebe. In mnoge ženske dejansko imamo tukaj velik problem, zaradi tega, ker sem ja dober človek, jaz bi vse drugim, ja, izvoli. Kaj pa za sebe? Saj za mene pa še dobro, sej. Ali pa, že tukaj se vidi, koliko se cenimo. Damo na sebe nek šal, recimo. Damo na sebe šal, se ogrnemo in nekdo reče, kako ti pa tole pristaja, pa saj stara, saj sem ga kupila na razprodaji. Glejte, na tisto, kar je lepo, plunemo. Namesto, da bi enostavno rekle, toliko se dobro v tem počutim, ja, pa kašmirje, koliko se dobro počutim takih zadevah. A veste, samo kopati se v tistem komplimentu je zadost. In tukaj se začne, da začnemo zdrava samopodoba in samovrednost je povezana s tem, da si brez slabe vesti privoščimo kakšno stvar. Kakšno stvar za sebe. Glejte, to je zanimiva pot. Tipična slovenska ženska, sploh naše mame, glejte, kaj so si zase vzele. Bog ne dej se dol, vse sam delat. Naša generacija se mi zdi, da je že majčkeno boljš, medtem ko mlajši od nas, se pravi mlajši od 50, ja, vi imate pa že čisto drugo postavljeno vrednost, samovrednost. Veste, vsi se učimo. No in zdaj, če gledamo, to je prva stvar. Kako jaz imeti, kakšna slovenščina, kako imeti sebe bolj rada? Kako začeti imeti sebe bolj rada? Kje začeti? Ja, zjutraj, ni najbolj enostavno. Zjutraj začneš s tem, da si vzameš par minut za sebe. Ne, da takoj tekaš za svet okrog sebe, ampak za sebe. Svet lahko počaka.
verjemite mi, svet lahko počaka. In dajte si zjutraj vzeti tistih par minut časa. Naslednja stvar, zdrava ljubezen do sebe se začne s tem, takrat, ko me lulat, da grem lulat. Takrat, ko imam te osebne telesne potrebe, da to tudi storim, zato ker imam rada svoje telo. Takrat, ko moje telo potrebuje hrano, in to je približno na 2,5 uri, ga nahranim. Ne da rečem, spet to nekaj zmečem vase in šibam dalje. Zato, ker imam rada svoje telo, poskrbim, da dovolj pijem, da dovolj jem, da spim, da se naspim in predvsem poskrbim za to, da se zvečer umirjam. In sploh to zvečer umirjati je pa direktno povezano s tem, da umirim stresni hormon. Stresni hormon pa potem vpliva na to, ko se umiri, da se tvorijo drugi hormoni, se pravi spalni hormon, hormon DHEA, rastni hormon, in to so hormoni, ki nas obnavljajo med spanjem. In tukaj se začne ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe je povezana s tem, da mogoče si kakšno stvar za sebe privoščim. Recimo, jaz zase si privoščim pač, da imam urejene nohte. To je nekaj, kar si uredim zato, da se jaz dobro počutam. Veste, gre se za to, da brez slabe vesti poskrbim za to, da sem pač dobro. Naslednja stvar. Kaj je tisto, kar mi lahko pomaga pri ljubezni do sebe? Če jaz začnem izgovarjati neke pozitivne trditve, pomeni, da v mojih možganih nastajajo nove in nove in nove in nove povezave. In večkrat, ko jaz potrdim to, bolj sigurno nastajajo nove povezave. Pojdimo na tole sliko tukaj odzadaj. Naslov tele slike je Jaz sem, ki sem, veličastna jaz. Včeraj sem poslušala en video, neko kanaliziranje, Kiron, v glavnem in govori o tem, da imamo mnogi oziroma vsi ljudje, da imamo na svoji srčni čakri tako obtežitev z žalostjo iz tolikih preteklih življenj in v bistvu preko te žalosti smo kot z verigami priklenjeni na temo. In če želimo te verige pretrgati oziroma prerezati, je pomembno, da začnemo zavestno izgovarjati jaz sem veličastna. Jaz sem veličastna. Ta podoba me je dejansko vrgla ob 5 zjutraj, pol 5 zjutraj po konci in sem šla narisati skico, kako naj bi izgledala slika. Ta naslovnica moje nove knjige. In Tina Skaza jo je naslikala in dobesedno ta veličastna jaz. Zdaj pa kako sem prišla do tega? V eni drugi meditaciji sem videla, no to ni bila spanje, ni bilo meditacija, ampak v meditaciji sem videla, da kako kot duša rastem in sem toliko velika, da se stojim na svetu, tako kot tale, in da je v bistvu, da segam do neba, se pravi, da sem veličastna. In dejstvo je, da vsi imamo vse to veličastno dušo. Zdaj pa, če pomislimo, če imamo vse to veličastno dušo, je res to pomembno, da življenje porabljam za nekoga, ki nima nikoga rad. Niti sebe, niti mene. Ker lahko daš samo to, kar imaš v svojem srcu. In nekdo, ki sovraži sebe, bo sovražil tudi tebe. To je dejstvo. In naslednja stvar, veste, če imate ta program, da morate reševati nemočne ljudi, boste pač reševali. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker s tem mislite, da ste pol dober človek. Ampak pomislite, kako se pa vi počutite ob tem, ko občutite na en način zlorabo. Vem, kako je težko. Zdaj pa, kaj je naslednja stvar za narediti? Naslednja stvar, moja Pija je rekla, ja, napišeš list papirja in potem skuriš. Ja, to sigurno pomaga. Ampak, ko začneš delati na ljubezni do sebe, prideš slej ko prej do zaključka, da določeni odnosi, ki te izčrpavajo, ne sodijo več v tvoj krog.
In takrat te ljudje ponavadi, ki so ti takole vam pijejo kri, toksični odnosi, bojo govorili, jaz te imam neizmerno rad. Ampak dejanja bojo pokazala, kdo te ima res rad. Ker glejte, to, kar piše v Svetem pismu, ljubezen je potrpežljiva, ne išče svojega, vse opraviči je, bla, bla, bla. To je čisto sranje, druga ne morem reči. Glejte, ljubezen je dobrotljiva in je potrpežljiva, ampak ni da opraviči vse. V imenu ljubezni opravičiš vse. To je pa bedarija. V imenu ljubezni se postaviš za sebe. In ko vidiš, da nekdo, ko na kakršenkoli način prekorači čustvene ali fizične meje, mu moraš tudi ti postaviti jasne meje. In to je ljubezen. Ljubezni do sebe nas ni učil prav nihče. Ker, glejte, učili pa so nas, bo tih, potrp, ma stisn zobe, saj bo boljš. Glejte, pa vsi vemo, saj smo mogoče že dovolj časa na svetu, da vemo, da samo od sebe vse dela na gravitacijo, vse gre navzdol. Samo od sebe, in je to res, brez muje se še čevelj ne obuje. Ni samo od sebe, mal potrp, pa stisn zobe, pa bo boljš. Ni boljš. Zdaj pa kaj naprej? Zdaj bom pa spet govorila o svojih izkušenj. Kdaj mislite, da lahko toksične odnose oziroma karmične odnose prerastemo oziroma rečemo, zdaj pa dovolj? Veste, kdaj? Takrat, ko spustimo vso nakopičeno energijo in se lahko odklopimo iz tega. In tukaj je pa ključno dejansko odpuščanje. Naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. Naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. Ker glejte, jaz sem človek. Jaz bi šla, bi zavila vrat, jaz bi se borila. Kakšno odpuščanje. In zdaj, če imaš nekoga, oziroma ne, rabiš neko višjo ljubezen, da jo pokličeš, da lahko greš preko tega. Saj smo samo ljudje, a je to tako? Tako da ja, jaz zase govorim, ko sem odpustila, ko sem si začela ponavljati, zato, ker se imam rada in se cenim, posegam po zdravih hrani in po zdravih odnosih. Zato, ker se imam rada in se cenim, znam povedati, kaj si jaz želim. Zato, ker se imam rada in se cenim, ja, ne dovoljujem, da nekdo stopa po meni. Zato, ker se imam rada. In dokler se nimam rada, dokler se nisem imela rada, toliko časa sem vsakič, ko sem dobila neko kljufuto, samo jokala. In nikdar nisem zmogla reči dovolj. No in kaj se je pol zgodilo? Enkrat srečam, to sem po moje že govorila, enega bivšega sodelavca in dejansko me ni prepoznal. In zakaj me ni prepoznal recimo po 15-20 letih? Zaradi tega, ker sem postala drugačen človek. Ker enostavno sem začela drugače reagirati. In on pravi, joj, kaj je pa, dela tvoj mož s tabo? Sem rekla, nič. Ločila sem se. In on se usede in pravi, ne. Minka, ki jo jaz poznam, se ne bi nikdar ločila. To je res. To je bila tista ta stara. Tista ta stara Minka, tista ni nikdar rekla dovolj. Tista ta stara Minka vsakič, ko je nekdo stopil na njo, je samo jokala. In to je bilo tudi vse, kar je takrat zmogla. In tista ta stara Minka je potem začela počasi zbirati svojo moč, počasi delati na odpuščanju, vleči karte, vse žive, uporabljati karte, kaj mi sporoča stvarstvo in graditi svojo samopodobo. In to je bilo pomembno. In odpuščati. In ko sem zgradila svojo samopodobo do tega, da me nihče ne more več zrušiti, da če nekdo reče, joj, veš, ti se pa meni danes zdiš roza, da sem rekla,
v redu, ti mene vidiš, roza. Lahko rečete roza, čudno, jezno, se ni važen. Ampak dejstvo je, da ko sem prišla do zaključka, ne, jaz sem v redu. Če mene ti vidiš v taki luči, to je tvoj spektar, kako ti gledaš na svet. Pač, veste, to je bila moja šola. Vsak izmed nas ima svoje osebne čustvene trenerje, ki ga učijo naslednje lekcije. No, zdaj pa pojmo na pozitivna sporočila. Danes bomo karte, nemške karte, prehod v novo dobo, prebrala bom v slovenščini, ne se bat. V glavnem, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste, ki želimo zgraditi zdravo samopodobo in narediti korak naprej, kar se tiče toksičnih, karmičnih odnosov. Prvo je prišlo friendship, se pravi prijateljstvo. Dejstvo je, da vsak ima svoje korenine, vsak ima svojo rast, svojo deblo. Lahko sva si podobna in to pomeni, da lahko rasteva skupaj. Ampak druga zadeva, jaz sem svoja krošnja, jaz sem svoj drevo in dejstvo je, da jaz lahko gledam, da je meni dobro. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč. Ponos mi samo škodi. V ljudeh iščem svetlobo. Hvaležna sem za prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. Zanimivo prav to prijateljstvo. Ko sem jaz rekla dovolj v mojem zakonu, a veste, je bila prva stvar, kdo te je naščuval? Se pravi, da jaz nimam možganov, da bi lahko seštela, da to ni dobro za mene, da sem v toksičnem odnosu. In dejstvo je, da nihče ni naščuval mene proti nikomur, ampak da sem mogoče jaz sama kaj spregledala. Naslednja je prišla čakra tretjega očesa. Čakra tretjega očesa je pa vidim resnico. Resnica je ena. Brezpogojno sprejemam, brezpogojna ljubezen mi omogoča telepatsko sporazumevanje in jasnovidnost. Stvarnik, daj mi moč, da spremenim, kar mi ni všeč, in daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti. In prišla je karta 37, angelski glas, dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. Sebi sem mirna, stvarstvo, slišim moje prošnjo, slišim vodstvo. Rešitev je blizu, je tukaj, umirjena sem. Da lahko jasno slišim sporočila, ki mi jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moram narediti. Angeli me vodijo k pravim ljudem. Angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpira me cela angelska vojska, mene ljubi vse stvarstvo. No, za vse tiste, ki delate karmične premike, proste angele za pomoč. Če mogoče se vam zdi ta trenutek, da ni nobenih vrat, da ne bo šlo, zaupajte. Ko boste vi počistili tisto, kar imate za počistiti v vašem karmičnem odnosu, se bo zgodil preporod. Boste videli. Ko boste vi odpustili, se bo zgodilo. Ko boste vi začeli res ljubiti sami sebe, se pravi, ko boste iskreno sami sebi rekli, ej, bejba, rada te imam, takrat ne boste več dovoljevali. Enostavno ne boste več dovoljevali. In zdaj prišla je karta doživljanje. Tole karto jaz razumem na ta način, da včasih smo majčkeno preveč povezani, navezani na kakšno zadevo in se nekako povežemo s to energijo. Ampak tukaj od spodaj vidite, da ima že bel plašč. A vidite, ta ženska, ki je povezana s tem drevesom. Spodaj je čista, spodaj je že nekaj, samo odhrniti more. Spodaj je ona. A veste, in isto je pri vas. Če ste se znašli v kakšnem takem odnosu, ja, rabite take odnose, vsi jih rabimo, ampak od spodaj ste čista energija, čisto stvarjenje in vi lahko naredite korak naprej. Naslednja karta je prišla notranji glas. Bodite uravnoteženi, zaupajte svojemu vodstvu, zaupajte sporočilom vašega srca
In ko v tišini vprašate, kaj je v tem trenutku zame najbolje, postavljajte vprašanja, ker jih boste dobili. In če v vas kriči, zapusti, zrihte, lejte, začnite slikati nova vrata. Dovoljujem, da se zgodi po božanskem načrtu. Vem, da se vam bo vklopil ne moreš, ampak lepa. Utihan. Dovolite, da vas vodi vaš notranji glas. In prišla je karta obilje. Zaupajte, da tale moška energija, ki vas čaka, zna biti zanimiva. Tale moška energija, ki je povezana z obiljem, verjemite mi, vsaka duša ima sigurno svoje poslanstvo in tudi ljudje okrog sebe, ki jo podpirajo. Vam povem še eno zgodbo. Ena gospa, leta je bila v vezi z enim fantom, bila sta tik pred poroko in na videz je izgledala pač idealno. In enkrat se spomnim, smo se srečali v eni restavraciji, ona je jokala in vedela sem, veste, tisto, se je poskušala skriti solze, ampak se veste. Ko je duša res žalostna, takrat ne more skriti. In potem sta šla narazen. In kaj se je zgodilo? En drug moški je bil pa že leta sam in jo je čakal. In jo je dočakal, zato ker naloga njene duše je bila, da tam preseže in v kratkem času je spoznala tega krasnega moškega, sta se poročila, imata 2 otročka in ja, veste, tako je. Ko presežeš neke odnose, ki jih duša se odloči, te potem, če je po božanskem načrtu, v kratkem pričakuje nekaj dobrega. Ali pa tako kot mene, ker tisto, kar me še čaka, zdaj še čaka, ker je moje delo pač drugje. Da vidimo še vodstvo bogin, zelena Tara. Prosite druge, tudi mene, za pomoč, da namesto, da poskušate vse opraviti sami, razdelite delo. In takrat, lejte, ko mogoče se vam zatakne, ko ne veste kako. Zelena Tara, to je iz hinduizma, boginja, ki bom morala pogledati v knjižico, ampak v glavnem, ki deluje v tej smeri, da nas podpira. In zelena Tara, če gledamo tisto, kar nam govori, prosite druge za pomoč. Če ne veste, kje boste živeli, prosite za pomoč. Vprašajte ljudi. Če ne veste, kje boste imeli novo službo, prosite ljudje, naj vam pomagajte. Ne poskušajte biti super ženska ali super moški. Svoje otroke zaposlite z drobnimi zadolžitvami. Svojega partnerja prosite za pomoč. Sprejmite podporo, kot se vam ponuja. Opustite krivdo ali prepričanje, da je prošnja za pomoč znak šibkosti. Bodite moštveni igralec. Se pravi, hinduistična boginja, njeno ime pomeni zvezda. Se pravi, je znana po svoji urni pomoči. To je pa pomembno. Zelena Tara je znana po svoji urni pomoči, da nudi pomoč v sili in nam poskrbi hitro razlago situacij in odnosov. Rešuje nas tako, da nas usposablja, da se rešimo sami. Zdaj sem poslušala pač en video o tem, da božanstvo. Mi smo navajeni seveda iz krščanstva, da Bog je eden. Ja, trojedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, ampak je še zmerom eden. Ampak mogoče je pa ta razlaga božanskega boljša, da je to v bistvu kot neka juha različnih energij, ki vpliva na nas. In ta juha energij okrog nas, ali pa morje energij, je tista, ki nas lahko podpre. In vse tisto, ko nam poje srce, je dobro za nas. In zato poslušajte svoj notranji glas, ki vas sigurno vodi tja, kjer je za vašo dušo najbolje. Tako da sledite svoji sreči, ne strahu, in boste vedeli, vaše srce vas bo vedno pripeljalo tja, kjer je za vas tisti trenutek najbolje.
Tako da uživajte in naj vas pri vsem, kar delate, spremlja Božji blagoslov.